sejmo pa za okroglo mizo na temo kariera v vesolju. Evropska vesoljska agencija je bila ustanovljena leta 1975 z združitvijo dveh evropskih vesoljskih programov. Ta poteza je bila namenjena povečevanju sodelovanja z NASO in drugimi vesoljskimi agencijami po svetu. Prihodnje leto je za Slovenijo prav poseben dogodek, kajti postala bo polnopravna članica Evropske vesoljske agencije in članstvo v tej organizaciji bo Sloveniji prineslo številne priložnosti. Med njimi odprtje vrat za sodelovanje s podjetji držav članic ESE in možnosti za sodelovanje v programih, v katerih slovenski vesoljski sektor doslej ni mogel sodelovati. Hkrati pa bo polnopravno članstvo prispevalo tudi k povečanju prepoznavnosti Slovenije v svetu kot pomembne partnerice v mednarodnem vesoljskem sektorju. Kaj torej lahko slovenska inovativna podjetja ponudijo Evropski vesoljski agenciji? V naši družbi pozdravljam Tanjo Fermozer, vodjo Slovenske vesoljske pisarne, živjo, Vida Steliča, vodjo aplikacijske skupine v podjetju Deresoft, lep pozdrav tudi Bojanu Kotniku iz podjetja Skylabs, pozdrav pa namenjeno tudi direktorju podjetja Valmar, Mateju Balažicu, vozni inženjeringa. Lep pozdrav. Tanja Fermozer, začenjamo z vami. Kako prelomno je prihodnje leto, ko bo Slovenija postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije? To je bila dolga tekma, to je dogodek, ki ima dolgo travo. Torej, kako pomemben je ta dogodek in kakšne priložnosti se odpirajo slovenskim podjetjem prihodnje leto? Hvala lepa. Najprej naj povem, da me izredno veseli, da imamo tako mlado publiko. Vidim mlade vesoljske entuziaste, morda kakšnega bodočega astronauta med nami. Torej, Slovenija se vključuje v polnopravno članstvo že sedaj zadnjih par let. Kot del vesoljskega sektorja smo pa sigurno zadnjih 15 let. Polnopravno članstvo tudi pomeni, je izkaz Slovenije, da smo del tega vesoljskega kluba, del najboljših, ker več v bistvu niti ne obstaja. To je zadnja točka, Crème de la crème. Crème de la crème, točno to. Kaj to pomeni za našo državo? Pomeni, da smo visokotehnološka država, konkurenčna država, tudi drugim, da imamo več kot dobra podjetja, ker za ESO, da dela z Evropsko vesoljsko agencijo, pomeni, da si odličen, ni dovolj, da si dober. In kaj pravzaprav sploh pomeni vesolje? To niso samo rakete, planeti, zvezde, to je dejansko življenje na Zemlji. To se pravi, vse, kar je povezano z opazovanjem Zemlje, z opazovanjem klimatskih sprememb, hrana, kmetijstvo, medicina, transport, navigacija, skratka ni zadeve na Zemlji, ki ne bi bila povezana z vesoljem. Glede na to, da imamo številne mlade, ki so na današnji podlagi, mogoče samo še vprašanje, kakšne priložnosti se mladi odpirajo s polnopravnim članstvom Slovenije v ESI? Kam naj usmerijo svojo energijo? Mi smo že letos uvedli program Evropske vesoljske agencije ESERO program. To je program za izobraževanje mladih. Začenjamo v vrtcih, nadaljujemo v osnovnih šolah in srednjih šolah. In ta program v bistvu stremimo k temu, da bi bil to dodatni program, predmet v osnovnih in srednjih šolah, ki bo predstavil dijakom in osnovnošolcem, kaj dejansko je vesolje in kje so poklici prihodnosti. Mi pa že sedaj lahko študentom nudimo podporo pri delu v Evropski vesoljski agenciji preko tako imenovanih Young Graduate Trainees. Pomagamo tudi podjetjem pri vključevanju študentov v njihov ekosistem, tako da res priložnosti za mlade je ogromno. Vida Stelič, mogoče še tvoje mnenje, zakaj je kariera v vesolju lahko tudi zabavna? Najprej lep pozdrav z moje strani. Je kar učitek videti, da je kar nekaj mladih se znajde tukaj le danes. Zakaj je lahko kariera v vesolju tudi zabavna? Za mene,
tehnologije, se pravi v vesolju nekako res ni prostora za napake. Moraš poskrbeti za sočasno delovanje mnogih nekih naprednih sistemov. Jaz prihajam iz podjetja, ki proizvaja zdaj že več kot 20 let pa razvija merilno opremo in ta oprema igra ključno vlogo pri razvoju kjerekoli komponente, ki se uporablja v kjerekoli sistemu ali stelitvenem ali pa kakšnem modulu, satelitu. In za nas je to neko posebno priznanje, da lahko z našo tehnologijo pomagamo pospešiti ali pa zvišati zanesljivost teh dejavnosti, ki se pa pol v vesolju odvijajo. Kateri kadri so v vesolju trenutno najbolj zaželeni, tudi povezani mogoče za Evropsko vesoljsko agencijo? Jaz bi rekel, da ni nekih specifik vezanih prav na recimo ESO, mi iščemo v splošnem inženirski kader, mogoče prvenstveno inženirje računalništva, elektrotehnike, tudi mogoče strojnike. Gre vsem za neko specifično domeno, se pravi razvoj merilne tehnologije, tako da je dobro imeti neko inženirsko osnovo, mogoče matematično osnovo poznavanja fizike in teh stvari, se pa pol s tako osnovo lahko dosti učinkovito priložiš v to domeno. Eno zadnjih projektov, s katerimi ste sodelovali za ESO, ker ste bili razvijalec merilnih inštrumentov in dali nepovršljivo drugo, je bila izstrelitev rakete Ariane 6 julija letos v francoskih Guajani in pri njenem razvoju so uporabljali tudi visoko merilno opremo, ki so uporabljali tudi ob samih izstrelitvi rakete. To je bil res tak dan dej tudi za vaše podjetje? Drži, mislim, da smo doslej kar večina podjetja ta dan spremljala, kako bo izstrelitev potekala. Za nas je pa to bil, recimo, tudi zelo pomemben mejnik, ker ste omenjali tekom razvoja teh solid boosterjev, se pravi teh prvih stopenj rakete, ki se izstreli, se je uporabljal par 100 kanalov naše merilne opreme, potem pa tudi med samo izstrelitvijo za spremljanje stanja na izstrelitvenih ploščah. V bistvu je vznemirljivo, če gleda tudi strani mladih, ki se odločajo za prihodnjo kariero. Vznemirljivo je, da ste zdraven, da se na nek način dela zgodovina sveta. Pa ja, jaz bi rekel definitivno vznemirljivo, pa tudi nekaj, na kar se lahko ponosimo. In vznemirljiv občutek, da lahko neka mala Slovenija sega k zvezdam, ne? Absolutno, vsej mogoče je to tudi nekaj, kar se primarno poudarja. Mi mogoče kot država težko konkuriramo v neki masovni proizvodnji, ampak v nekih visokotehnoloških branjah smo pa v bistvu zelo konkurenčni ali pa celo narodno poznani. Hvala lepa, se še vrnemo k vam. Bojan Kotnik, na kak način podjetje Skyrex sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo? Kakšne ugodnosti si obevate prihodnje leto, ko bomo postali polnopravna članica? Ja, hvala za besedo. Se pravi, naše podjetje se ukvarja z razvojem elektronskih sklopov za satelite. To so računalnik na krogu, komunikacijski moduli, napajalni moduli, terminalska oprema, razni senzorji in tako naprej. Zdaj za razvoj teh elektronskih sklopov seveda zelo sodelujemo z Evropsko vesoljsko agencijo. Prijavljamo projekte in ESA nam pomaga sofinancirati razvoj ali pa tudi kvalifikacijo za izboljšanje tehnološke ravni teh naših podsistemov. Tako da sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo ob podpori slovenske vesoljske sadnje je dejansko ključnega pomena za naše podjetje. Je bil pa vaš prvi kupec NASA? Najbrž ne, zato ker vseeno delujemo v evropskem prostoru in smo nekako tangiramo seveda ta evropski prostor. Namreč ste zamenili na konferenci, sploh pa tega vesoljska pisarna bo komunikirala. Kaj tvoj? Ja, vsakakor sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo je primarnega pomena, tako da želimo stati primarno v tem prostoru. Sodelujemo pa tudi seveda z ostalimi integratorji satelitov v Evropi, tako da dejansko se vedno prebijamo, mislim, da je vedno najmočnejši satelitski segment od nanosatelitov, pa vse kaj do mikrosatelitov. Prisotni smo že kar v nekaj teh evropskih konstelacijah, tako da dejansko širimo portfelj produktov in pa dejansko smo tudi tržno uspešni na tem področju. Po vaši zaslugi ima Slovenija v orbiti že 2 slovenska satelita in prvo sliko Zemlje iz vesolja posneto slovenskim satelitom.
lepi podatki. Ja, zdaj dejansko mislim, da se nanašamo na to, kot je tudi Evropska vesoljska agencija vzela za sliko tega konec prejšnjega leta. Dejansko gre za sliko iz satelita TRISAT-1. To je prav poseben satelit. Recimo maketo tega satelita se lahko pogledate na sosednjem samem prostoru Ministrstva za vesoljsko šolstvo. In posebnost tiste slike pa je, da je dejansko bila posneta iz satelita, ki kroži na višini 6000 km. Posneta pa je bila z zelo miniaturno kamero, ki ni večja od 2 kubičnih milimetrov. Zdaj, dejansko ta kamera je del večjega eksperimenta, kjer dejansko želimo razviti in v bistvu Univerza Maribor razvija inovativen senzor oziroma detektor pozicije in pa kota Sonca s pomočjo kamere in z proučevanjem tako imenovanega efekta črnega Sonca. Recimo, ko Sonce za svojo določeno rakostjo osvetli senzor, pride do izredno povečanega električnega naboja, ki se prelije na ostale piksle, hkrati pa ta najbolj osvetljen piksel postane črn. In na tak način lahko določamo pozicijo Sonca in pa njegov pot. Zdaj, dejansko, zanimivo v tem je bilo s to kamero usmeriti proti Zemlji in zajeti naš planet in ga pogledati z take velike oddaljenosti. Mi smo še posebej ponosni za to, ker dejansko smo to tehnologijo razvili v našem podjetju ob sodelovanju z Univerzo v Mariboru, tako da smo prav ponosni na ta dosežek. Upam. Ko ste že omenili sodelovanje z Univerzo, sodelujete tudi s fakulteto za elektrotehniko, pa računalništvo in informatiko v Mariboru. Mogoče lahko nam govorite mlade obraze, zakaj je privlačna kariera v vesolju in katerih kadrov bi si vroče želeli? Ja, zdaj recimo za razvoj satelita se rabi zelo tako multidisciplinarno znanje. Tako od elektrotehnike, elektronike, mehatronike, strojništva, računalništva. Dejansko vsa ta znanja so potrebna za razvoj satelita, tako da dejansko res potrebujemo vse te kadre. Na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko izvajajo na profesorski stopnji tudi izbirni predmet na temo načrtovanja elektronike za vesoljske aplikacije, tako da recimo tam se lahko študentje seznanijo, kakšne so specifike načrtovanja elektronike za vesolje, ker kot je že recimo vid prej omenil, zanesljivost in pa kvaliteta sta ključnega pomena, ker od elektronike oziroma sklopov ne moremo kupovati v vesolju. Zato moramo zagotoviti, da so ti sklopi robustni, dobro preizkušeni, da preživijo termalne in pa radiacijske razmere v vesolju za isto načrtovanje življenjskega satelita. Matej Balažic, direktor podjetja Malmar, ki je nastalo leta 2008, kot podjetje za razvoj na področju letalske industrije. Veliko se ukvarjate s 3D tiskanjem za vesolje privlačno tehnologijo. Ste bili pa še na začetku vabljeni k sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo in takrat ste iskali možnosti za izdelavo sodobnih laserskih tehnologij za potrebe gradnje komponent pri različnih prenosih in strukturnih sistemih, denimo pri ohišjih za satelite, zdaj pa sodelovanje nadaljujete. Vaš komentar na polnopravno članstvo in kaj bi vi kot vaše podjetje obetali? Kaj se bo spremenilo, kakšne možnosti vse se vam bodo odprli? Ja, z moje strani, da se vam slušam, polnopravno članstvo bi bilo super, zato ker bomo lahko prisotni na večjih tekočih misijah z našimi storitvami in produkti, drugače se lahko dogovoriti večjim državam, kar zdaj nisem. Zakaj se na dolgi rok splača biti zraven pri vesoljski tehnologiji? Vi še vedno primarni fokus ohranjate v letalski industriji, bolj kot v vesoljskih vodah, toda v enem izmed intervjujev ste dejali, za vesolje so značilni posebni materiali in če zadeve obvladate, lahko zadeve širite tudi na druga področja in ste bolj konkurenčni tudi v vsakdanjih branžah. Vesolje je lahko odskočna deska za zelo široko paleto in tudi povečuje konkurenčnost. Absolutno. Zdaj, ena glavnih zadev, če vi delate za vesoljsko industrijo, je, da tisto, kar razvijate, kako bi lahko uporabili tudi v drugih industrijah. Recimo v našem primeru gledamo, kako lahko ta znanja izdelke uporabimo tudi v mobilski industriji, v rodarstvu in podobnih. Tako da je ta faktor prenosa tehnologije dosti pomembna zadeva.
Po drugi strani pa ja, to boste rekli, ne posebni materiali, posebno znanje, potem se tudi bolj atraktiven za ostala področja, če imaš ta znanja. A še vedno velja, da je vesoljski trg tam, kjer je bilo na začetku avtomobilski, na začetku prejšnjega stoletja. Koliko se je spremenilo, ko ste izjavili leta 2018? Če so nekoč večje skupine spravile skupaj en satelit na 5 let, se danes naredijo po 4 sateliti na dan, sateliti pa jih je mogoče tudi po 800 naenkrat. Koliko se je spremenila situacija od njega dni leta 2018? Aha, to je dobro vprašanje. Jaz se sicer te izjave ne spomnim, ne, ampak... Jaz pa sem se popravljala. Dobre, super, čestitam. Ne, gledajte, veste, kaj se dogaja v vesoljski industriji. Zdaj ste verjetno opazili, da če dalje bolj intenzivno izstreljujejo predvsem mali sateliti. Te mali sateliti so postali že v bistvu standardiziran posel, tako da v bistvu tudi podjetja, ki se zdaj to vključujejo, ja, super, mora imeti nekaj znanja, ampak postaje, če bi v bistvu nekoč igra. In razširja posel, tako da se v bistvu vesoljska industrija zdaj začela spogledovati za pošiljanjem roverjev na mesec, kar bo tudi po mojem 10 do 15 letih postal en tak poslovni model, ki je mogoče zdaj še malo nedosegljivo. To so napovedi za prihodnost, medtem ko dana prihodnost, pa vsekakor rudarjenje vesolja. To mi vidimo. To je, mi se lahko ukvarjamo z znanostjo vse, ampak glavni poslovni model vesoljske industrije je koriščenje luft, ki imate na drugih podjetjih. V končni fazi ste verjetno videli, ali pa ste verjetno brali, da je rover, ki je na Marsu od nas odkril življenje v zelo čisti oblik. In če to preberete, v zemlji ste zmagali. Podobno mislim, da naravno lahko diamante ljubite v atmosferi in podobno. Se pravi, glede na to, da je količina dobrin na zemlji omejena in da bo preko sled redkih kovin zmanjkalo, in če bomo želeli ohranjati zahodno kakovost življenja, bomo morali te redke kovine in ostale stvari od nekod pridobivati. Torej, ni futuristično vprašanje, če rečem, da na Marsu ni še dlje. Ja, gledajte, zdaj, vi morate vedeti, da recimo določene države že sprejemajo zakonodajo za rudarjenje, in recimo v Evropi je to Luksemburg. Tako da, če smo Slovenci, normalna država zraven, nam ne bo slabo, ne, v prihodnosti. Tako da ja, rudarjenje, tako da tisti fakti in dekleta, ki imate željo se ukvarjati z materijali, z tehnologijami, z rudarjenjem, ste dobrodošli za vesolje. Bravo. Se še vrnemo nazaj, Tanja Premozer, kakšen boom je naredila pa umetna inteligenca na področju inovativnih vesoljskih tehnologij, kako to vpliva tudi na slovenska podjetja? Preden odgovorim, vidim, da imamo samo fantovsko oziroma moško publiko. Eno dekle se nam je popravila. Ja, ampak kaj želim povedati? Povejte svojim sošolkam, da vesoljski posel ni samo moški posel, nič več, da se lahko punce, ženske, ni nujno, da se ukvarjajo samo s strojništvo, matematiko, fiziko, kemijo in tako naprej. Kot je omenil Matej, imamo tudi zelo dobre ženske raziskovalke, ženske doktorica prava, vesoljskega prava in kot je tudi Matej omenil, kaj to pomeni. Ko se bo začelo masovno rudarjenje na drugih planetih, mora biti to zakonsko urejeno. Da ne gre po stilu bivše Amerike, tisto, ko pride zapiti zastavo in to je moje. Tako da to je zelo pomembno. Povejte, spodbujajte svoje sošolke. Vesolje je tukaj za vse. Z tega vidika se odpira, mislim, da Matej tudi v enem intervjuju povedal o spraševanju turizma v vesolju, o tem moralni komponenti, ne? No, zdaj sem pa pri drugi moji točki, ki sem jo želela izpostaviti, ne vem, koliko radi gledate znanstveno-fantastične filme. Radi gledate? No, v bistvu ta znanstvena fantastika meni pravijo na sedežu Evropske vesoljske agencije, da to je v bistvu kmalu sedanjost. Da to, kar mi gledamo, je predpriprava, kaj bo v zelo kratkem času. Jaz lahko povem, ko berem za Toreca Cardone in Lahko včasih, da imamo občutek, da se uresničuje tiste neki misterij. Nekaj takega. Zdaj, če se vrnemo k vesoljskemu turizmu, zaenkrat je to res rezervirano za bogataše, nič več za super bogataše, ampak za bogataše. Mislim pa, da bo kmalu to tako vsak dan.
Zadnjič mi tudi en povedal zelo tako zanimivo informacijo, ki za mlade bi znala biti tudi tak trigger, ne. Danes se potuje recimo Ljubljana, Tokio, koliko 14-13 ur tam nekje, da naj bi bodoča potovanja šla z raketo. To se pravi, greš gor iz New Yorka direktno in po tirnici dol in to naj bi trajalo 1 uro. Ampak se pravi, to je znanstvena fantastika, ki prihaja v realna življenja. In tu ima tudi umetna inteligenca veliko vlogo, ne, dela neke revolucionarne premike, si predstavlja. Umetna inteligenca dela velike premike, osebno pa mislim, da bi jo morali veliko bolj nadzirati, kot jo. Še vedno velja, da je vesoljski trg tam, oziroma ne, odpira se prostor za visoko specializirane nišne igralce. A še velja, da je vesoljski trg ključna domena Američanov in Rusov? Že nekaj časa ne. V bistvu ESA igra odločilno vlogo sploh pri opazovanju Zemlje. Američani so izredno dobri, še vedno nekaj izven konkurence pri izstrelitvah. Seveda Kitajska, pravijo, ne, da pač Kitajska je druga, če ne celo prva velesila. Indija je blazno konkurenčna, tako da imamo kar par igralcev na svetu, da ne smemo zanemariti tudi Japonske. Rusija je pač z stanjem, kakršni je, imamo tam malce zdaj v nazadovanju, ampak to ne gre zanemariti, ker vesolje se ful hitro širi. Ne mislim, da je kot vesolje, ampak vesoljski sektor, tehnologije, znanje, to, kar je danes, je liter art. So pa številne industrije in inovacije povezane z vesoljsko industrijo, lahko tudi zelo kompatibilne v vojaški industriji, ne? To je aktualno vprašanje, glede na to, da imamo nomere pred vrati tehnologije. Ja, res je. Recimo, naša podjetja delajo personalizirana zdravila, personalizirano hrano, ne samo za astronaute, tudi za vojake. Potem, sicer tako neka ESA je uporaba vesolja v miroljubne namene, se pa v zadnjem času zelo veliko poudarja safe security, to se pravi ta varnostni vidik vesoljske industrije. Vprašanje še za Vegasoft. Mlado občinstvo imamo, kaj lahko z omenjenim članstvom in v podjetju Vegasoft omogočite še več mladih? So to dodatne izobraževanja, so to štipendije, so to prakse nekje v tujini. Kaj mogoče lahko pričakuje tudi prihodnje leto, če se poslijo vaše podjetje? Kako je ugodnosti mogoče? Mislim, če se zaposlijo, lahko siguren računajo, da bojo lahko doprinesejo k razvoju najbolj naprednih tehnologij na Zemlji. V smislu tega, kjer je pa dejavnosti lahko ponudimo, smo pa že danes kar dejavni, zdaj omenili ste prakse, poletna dela, tudi organiziramo vodene oglede podjetja za mogoče mlajše dijake ali pa celo osnovnošolce, se premikamo s temi aktivnostmi v nižje starostne skupine, da bi to zavedno čim hitreje dali, a ne mladim, da je taka stvar mogoča. Zdaj, na temo tega, da se polnopravno pridružimo, mi se nadejamo predvsem, kot so že kolegi rekli, širitve možnosti in pa povečanje obsega vseh teh dejavnosti. Zdaj, ko je omenjen pa tudi ta projekt Desero, kjer smo mi tudi že lani se vključili, tudi letos se bomo, mislim, da je to taka dobra iniciativa, da je treba obojestransko sodelovati na strani podjetij in pa tudi izobraževalnih ustanov, da se ta awareness, se pravi zavedanje ljudem razvije v glavi, no? Da to ni nek nemogoče oddaljen pojem, ker pa lahko samo sanjaš o njem. Kateri so aktualni inovativni projekti, če jih seveda lahko razkrijete, s katerimi trenutno sodelujete z Evropsko vesoljsko agencijo, ali pa saj namignete? Mislim, lahko recimo komentiram nekaj, da smo ga že zaključili, tukaj je šlo za 2 sistema namenjena prav v fazi sestave satelitov pa validacije velikih satelitov pred samo izstrelitvijo, tako da tukaj je pomembno, da ti zagotoviš, da senzorika deluje, da se satelit ali pa kjerkoli tovor, da bo zdržal te obremenitve med izstrelitvijo. Imamo nekaj odprtih projektov, ki
ne morem jih komentirati. Je pa tako, da prej vse te omenjene vesoljske agencije, mi smo že z njimi sodelovali kar nekaj časa nazaj, še danes sodelujemo, nekako smo največ časa poleg tega projekta za Ariane, ki ga v bistvu izvaja Ariane Space, sodeluje z ESO. Smo rabili mogoče največ časa, da smo se spoznali s tem, kako pa dinamika v ESI deluje, kako pa izkoristiti možnosti, kjer so na voljo. Tukaj nam je bila vesoljska pisarna znotraj ministrstva veliko pomoč in danes imamo, verjamem, da neko poznavanje tega in da smo opremljeni, da to širimo v prihodnosti. A je težko prepričati ESO s svojimi inovacijami, s svojimi projekti? Je to težka tekma? Mislim, jaz bi rekel, da so določene specifike. Mogoče naš primaren model je vseeno business to business. Tukaj ponavadi, če gre za neko privatno vesoljsko podjetje, je dovolj, da lahko zadostiš njihovim zahtevam. Zdaj ESA dela večinoma prek razpisov, javnih v določeni meri. Tukaj je tudi zelo ključno, da znaš ti argumentirati te stvari, ne samo, da si sposoben na koncu dostaviti. Moraš tudi naprej biti dovolj kompetenten, da to zagovarjaš in jih prikažeš. Skozi vaše izkušnje, kakšen status ima Slovenija v ESI, glede na sodelovanje slovenskih? Jaz mislim, da zelo dober status, glede na to, kje smo danes. Status močnega nišnega igralca. Ja, to bi bilo verjetno kar v redu povzetek. Vse je kar nekaj podjetij, tudi takih predstavniki smo danes tukaj, pa še kakšne, ki nismo, je dejavnik, tako da jaz mislim, da imamo dobre možnosti tudi za naprej. Bojan Kotnik, s katerim inovativnim izdelkom ali pa storitvijo, vi trenutno sodelujete za ESO in še vaš komentar na to, kako težko tekme je prepričati strokovnjake s svojimi projekti. Ja, do sedaj smo bili tudi uspešni pri podajanju idej Evropske vesoljske agencije, so prisluhnili na osnovi teh naših predlogov in do nekaj razpisov. Ja, zdaj s čim se tudi ukvarjamo najbolj, oziroma kaj sta primarni fokus. Se pravi, umetna inteligenca in pa visoko zmogljivi računalniki na samem krogu satelita, to je dejansko zdaj vroč topik. Recimo, zdaj koncept se je spremenil do tega prebo časa. Recimo, strategij satelit za opazovanje Zemlje, opremljen z visoko satelitsko kamero, in potem se vse te podatke mogli pretočiti iz satelita na Zemljo in potem tudi procesirati. Zdaj ta koncept se menja. Se pravi, umetna inteligenca, visoko zmogljivi računalniki nam omogočajo, da dejansko procesiramo sliko že na samem satelitu. Se pravi, poraba oči teh posluževalnikov pada, z hkrati pa povečujemo računsko moč, tako da lahko recimo neuronska mreža v vesolju, oziroma povečujemo neuronske mreže, pravimo tudi v vesolju. Tako da recimo lahko kamera snima recimo ocean, dobimo že nazaj rezultati, kje se recimo nahaja posamezna ladja in pa recimo potem sledimo ladijskega prometa, to je recimo samo en tak koncept. Se pravi, umetna inteligenca v vesolju, to je kot topik tudi na tem področju. Matej Balažic, še vedno vidite velik potencial v 3D tiskanju. Namreč je zaradi velikih stroškov transporta predmetov, rezervnih delov v Zemlji in vesolje ta hip še do uspešnih ideje, da bi uporabili vire iz vesolja in da bi tam tiskali dele za vesoljska plovila, postaje inovativno. Ja, zato je bistvo edini način, ker kakor boste Zemlje pripeljali, bomo zelo podražili misijo. Zdaj mi smo uspeli dobiti nekaj podatke, da če hočete 1 kilo česarkoli spraviti na mesec, pa to stane milijon evrov. Se pravi, če hočemo narediti nekaj manj rovaček 10 kil, je to to. Tako da absolutno raba veliko mesta. Mi, moram reči, mi se s tem ukvarjamo in smo ta 3D tisk pretvorili to, se pravi, da spreminjamo tisto, kar imamo na drugem mestu na okolju, kar neko pomimo. To imamo tudi z mojim zadnjim projektom. Imamo tudi partnerje, ko so recimo tale Serenja, ki jih to zanima, pa sami nimajo časa se s tem ukvarjati, tako da smo lično zanimljivi za. Največji izziv je pa gravitacija, ki ni. Ja, sej je neka mikro, pa ni, to gre predvsem za gradnjo na planetih. Tam se je pojavila medtem, ko mednarodna vesoljska postaja ste verjetno opazili, da so žico gradili. Na postajah verjetno s praškom še nekaj časa ne bomo pregledali zaradi varnosti.
Tako da to je tudi neka strategija ESE, pa tudi stvari agencije. Kako pa komentirate počitnice na Luni in vedno večji tudi ta vesoljski turizem? Ja, takrat se je zanimivo je, čeprav jaz ne bi preveč vidno vesolje, je kolega Mikavič, ne, jaz pa človek, ker je ogromno izzivov, recimo vpliv radiacije, vpliv zmanjšane gravitacije, lahko pa tudi te učinke pozitivno koristimo na Zemlji. To pa ja. Kje vidite prihodnjih 10 let slovenska podjetja? Pri sodelovanju z ESO, kakšnim vesoljskim tehnološkim premikom bomo priča? Glede na silovit, brutalen, prehiter razvoj na trenutke. Človek že posledi. Združevati se bo treba, ne? Skupaj bomo mogli se povezati, več podjetij, pa potem bomo bolj atraktivni, mogoče neki večji in bomo lažje preživeli ta ljudi, ko ste ga omenili. In še večji usmeritev v nišne produkte. Tako. Tanja Primoza, kaj Slovenija, kaj ESA ponuja Sloveniji? A je to okno v svet? V bistvu to je okno v svet. ESA ponuja Sloveniji neskončno priložnosti. Slovenija sodeluje v različnih programih, kot sem omenila, mednarodne pomembne izpostavlja opazovanje Zemlje, človeške in robotske raziskave, nove tehnologije in predvsem znanstvene raziskave. Eden največjih dosežkov mednarodnega sodelovanja je mednarodna vesoljska postaja, najbolj dosežen mednarodni vesoljski projekt. Recimo, da je to eno izmed 7 čudes sodobnega časa, res vrhunski dosežek in diplomacije in tehnologije. Ampak vse dobre stvari se enkrat končajo. Včasih je potrebno pripraviti načrt, tako naprej. ZDA je že pripravila ta načrt, NASA snuje serijo manjših zasebnih vesoljskih postaj. Kaj pa ESA? Jaz žal na to vprašanje ne smem odgovoriti. Je poslovna skrivnost? Ja, res je, ker se dela svoj načrt, v bistvu večne vprašanja več držav skupaj ali morda po več neka para ali cela ESA, na to res ne smem odgovoriti, tako kot sem rekla. Načrt ESA je, da je ena izmed bolj konkurenčnih oziroma najbolj konkurenčnih agencij na svetu, da potrjuje tudi, da je super, da smo v vesolju z izstrelitvami, smo najboljši na področju opazovanja Zemlje, na področju tehnologij, materialov, vsekakor je to prihodnost. ESA ponuja sodelovanje v programih, ki jih nobena evropska država ne zmore sama, lep primer je evropski prispevek k mednarodni vesoljski postaji, skupni projekt z NASA, lunarni portal, do katerega se pride z vesoljsko ladjo Orion. Še komentar, ESA je še pred leti izrazila nezadovoljstvo s pripravljenostjo Slovenije na polno članstvo in neentuziazma gospodarstva nad ESA-nimi razpisi. Kaj vse se je spremenilo in kako dobro iz čim je Slovenija prepričala, da bomo prihodnje leto postali polnopravna članica? No, na kar sem jaz izredno ponosna, jaz osebno, moj tim in seveda je to dejstvo, da ko so države članice ESA glasovale, ali bi Slovenija bila del njihove ekipe ali ne, bi niti ena država rekla ne. To je izredna čast za nas kot za inštitucijo in za naš vesoljski sektor. Vesoljski sektor, mi smo pa podjetja in akademski sektor. Minister Han je dejal, da je vaša pisarna sestavljena iz pogumnih entuzijastov. Ja, res je. Moram reči, da je bilo potrebno veliko kav, kosil, večeri, to spada k poslu. Da prepričaš ljudi ne samo v tehnologijo, ki jo ponujaš, ampak tudi v te medosebne odnose, da si vedno tudi ti pripravljen za njih kdaj narediti kakršnokoli uslugo in ta tudi osebni stik je, mislim, da izredno pomemben. Ja, gospod je zabavno, ko rečete, kličo pa iz vesoljske pisarne. To nekrat ne bi tudi nasmešek na drugi strani, ampak mislim, trdo predvsem pred leti, zdaj pa je vesolje, nepoznansko človeka, ki bi se več, tako da to pogledal, kaj delaš vesolje, kaj pa ima Slovenija z vesoljem, mislim, da tega vprašanja danes nihče več ne postavlja.
vesolje. Določeni produkti dele softa, če se navežem na mednarodno vesoljsko postajo, se pravi, določeni produkti dele softa za vesoljske tehnologije, pa so nameščeni tudi na mednarodni vesoljski postaji. Nam lahko razložite še nekaj več o tem? Ja, lahko to je bil podjetji nek pomeri narejen merilni sistem, kjer je bilo tudi ključno, kolikor vedno je, ko pride do vesolja, da je masa čim nižja. Tako da se je takrat izdelo en inštrument, kamufližje iz ogljikovih vlaken. Uporablja se pa v enem od modulov znotraj vesoljske postaje, zato da izvaja detekcijo trkov, pa tudi prek neke triangulacije pa uporablja enega algoritma določen križen, kje je do trka prišlo. To se pa lahko uporablja za bolj tačen pregled, če je treba narediti kako popravilo na tistem modulu, ali je v tem trgu prišlo do kakega poškodbe ali ne. Je pa ta algoritm, pa sam sistem v malo večji detalj razložen tudi na eni od epizod oddaje na Radio Televizija Slovenija 1, Ugriznimo znanost. Tako da, če koga zanima, vabljeni, da si pogleda. Vidite, kako koristno, da človek plačuje RTV prispevek. Mogoče, če izpostavite eden najbolj zanimivih projektov, pri katerem ste vi sodelovali in se dotika Evropske vesoljske agencije. Pa jaz bi rekel, deli, ki smo jih izvršili prek razpisov za pridružene članice, tudi sem bil kar veliko udeležen, tako da za mene je to bilo predvsem veliko novega, pa ta priznanja, da lahko razviješ nekaj, kar ne samo zadosti potrebi Odese, ampak tudi v bistvu vsem večjim vesoljskim igralcem na Zemlji, ker pač se vsi srečujejo s podobnimi problemi. Zdaj, kar se tiče pa velikosti projekta, je pa verjetno ta za Ariane 6 nekako najbolj odmeven ali pa največji. S tem ste se pomagali tudi taknili zgodovine. Ja, ker je nekaj se danes še nismo dotaknili, je zelo strateško pomembno, da je Evropa sposobna sama izstreljevati tudi težje vesoljske tovare. Ko globalno politične dinamike se non-stop spreminjajo in moraš imeti nekaj neodvisnosti tudi na tem področju. Dolga leta se je v bistvu največ izpolnitev se je naredil takrat še z raketo Soyuz, danes več te možnosti nimamo, je pa bilo dokazano, da imamo ustrezno alternativo in to je pomembno. Kaj to pomeni za prihodnost? To pomeni, da imamo neko podlago, da vršimo dejavnosti, zato ker nič v vesolje ne moreš spraviti brez rakete. Je pa tako, da glede zaradi tega trenda, kjer se tovori zmanjšujejo, izstreljujejo se konstelacije mrežnih satelitov, ne več migracijski sateliti, mogoče še več pomembnosti v prihodnosti bojo imeli, ne vem, srednje veliki ali pa manjše izstrelitveni sistemi, se prav manjše ali pa srednje velike rakete, tukaj pa tudi imajo za kar nekaj dejavnosti že v teku in tudi nekaj raket, ki se uporabljajo. Apetiti po poslu v vesolju bodo z leti vedno večji. Ja, absolutno. Mislim, da sem pred kratkim gledal neko projekcijo, da ne bi se, ne vem, da 2030 ali 2035 skoraj podvojila vrednost tega sektorja, letalsko-vesoljskega, tako da to je sigurno eno od pomembnih panog, tako iz vidika inovacije, kot iz vidika posla. Mogoče za predstavo mi kot podjetje neko dobro tretjino vsega posla naredimo v letalsko-vesoljskem sektorju. Matej Varovič, za konec, da ne ostanemo samo pri vesolju. Na kakšen način tudi vaši izdelki in znanje vplivajo na razvoj tehnologij, tudi na Zemlji, ne samo v vesolju? Ja, absolutno to, kar razvijamo za vesolje, te izkušnje, ki dobimo pri različnih materialih, probamo prenesti druga področja in s tem posledično izboljšati izdelovane procese, konkretno avtomobilska industrija, biologija za avtomobilsko industrijo, ki so zdaj še sploh pod posebnimi naravami. Potem tudi nova znanja, ki jih lahko bolj predamo dalje, tako študentom kot ostalim. To zanima in jaz bi to pozval naše poslušalce, da če imajo kako vprašanje, se lahko bolj potrebno pogovorimo. Mogoče še na komentar na Vida, kako vi razmišljate od prihodnje tekme v vesolju?
Ja, zdaj, Zgodbe za poslovne priložnosti. Ja, definitivno bo če dalje več te poslovne priložnosti, če dalje ima na zemlji, ne, in prenašanje teh stanj na zemljske priložnosti. Tako da, zdaj nekje je bilo rečeno, če ta faktor prenosa 1:7, se pravi, da eno enoto investiramo v vesolje, pa s tem pridobimo 7 enot v drugih sektorjih, to je zelo dober rezultat. Ne, in jaz pričakujem nekaj narediti. Tako da to je dobro. Bojan Botnik, na kak način tudi vaši izdelki vplivajo na razvoj tehnologij, kako uporabni so, ne samo v vesolju, ampak tudi za nas sledenike, tudi na zemlji? Ja, zdaj dejansko tudi Evropska vesoljska agencija ima posebne modele za prenos tehnologij. Dejansko aktivno podpira prenos znanja in tehnologij, ki so bile primarno razvite za vesoljske aplikacije, tudi na zemeljske sisteme. Recimo, čisto konkretno v našem primeru, pred leti smo razvili eno posebno multispektralno kamero za opazovanje Zemlje in to tehnologijo, se pravi to infrardečo spektroskopijo, smo uspeli dejansko uporabiti tudi v zemeljski aplikaciji za recimo prepoznavo tekstila oziroma polimernih materialov. Tako da je dejansko tak senzor, se pravi, ki smo ga s pomočjo prenosa tehnologij v zemeljski segment prevesti, smo ga uspeli recimo vrtiti v pravi stroj, smo tak zelo zanimiv prototip pametnega pravnega stroja, ki recimo samodejno znal izpraviti pravni program. To je recimo tak tipični primer prenosa tehnologij. Sicer pa vesoljska tehnologija nam prinaša dosti novosti, ki jih uporabljajo običajni smrtniki. Od spominske teme v zglavniku, kot je ognjeotporen tekstil, pa ušesni termometer, pa infrardeča kamera, zidine palice, pa tektonska vlakna, trenažeri v fitnessu, pa alufolje, pa filter za vodo, smučarski čevlji, sončna očala, čelade za kolesarje, grelnik v rokavicah in škornjih, Tanja Premozer. Vesolje je v bistvu vse naokoli nas. Ravno hotela te dopolniti, da vidim, da imajo fantje vsi normalno pametne telefone. Ne? Zdaj smo se pogovarjali na ESI, kako v bistvu predstavlja širši množici, kaj vesolje predstavlja. Vesolje preživijo. Za 1 uro bi morali ugasniti vse satelite. Zelo hitro bi bili kesno nazaj na kameni dobi. Imamo poštne golobe pošilje, ampak analogno bo še nova črna v bodoče, glede na to, kako smo prepulsirani z vsem digitalnim. Mogoče vaš komentar še v prihodnje, kam se bo razvijala Evropska vesoljska agencija, kakšna silovita tekma bo potekala v vesolju za poslovne priložnosti? Kot so že omenili moji kolegi, absolutno poslovnih priložnosti je čedalje več, predvsem ko se tudi omenil na drugih planetih, gre za črpanje teh redkih kovin, drugih rudi, kot je vi omenil, za tekmo, vesoljska plovila, danes so rakete, v prihodnosti bodo verjetno druga, drugačna plovila, hitrejša, zmogljivejša, bolj učinkovita, z manj stroškov. Kot je omenil kolega iz Skylabsa, na Zemlji bo čedalje več teh tehnologij, ki bodo pripomorale k isto mobilnosti, k prenosu znanja. Skratka, mislim, da gremo kot družba zelo hitro nekam v prihodnost. Česa se je potrebno bati, kje je potrebno pa vendar razviti neke etične zadržke? Kaj vas je strah? To je zdaj malce tricky question za me. Ampak v vesoljski pisarni boste začelo vprašati. Sigurno, mi ga bomo našli, ampak kaj bi bilo, kot sem omenila prej, Kje se področja zlorabe? Kje se odpira ta področja pa področja zlorabe? To so te kibernetski napadi, kibernetska varnost. Mi zdaj zelo tesno sodelujemo tudi z Ministrstvom za obrambo na zakonu o kritičnih infrastrukturah, kako zavarovati kritično infrastrukturo pred vsemi temi napadi. To je tudi prihodnja skrb. Skratka, hvala lepo vsem za pogovor. Naj bo samo vesolje vaša meja, res vetru jadra vašim inovativnim izdelkom. Želim vam srečno pot in dobro roko pri izbiri kadrov in uspešno sodelovanje še naprej v Evropski vesoljski agenciji. Hvala lepa Tanji Premozer, vodji Slovenske vesoljske pisarne. Hvala Mateju Balažicu, direktorju podjetja Valmar. Hvala Bojanu Botniku, iz podjetja Skylabs in hvala Vidu Seliču iz trgovinskega podjetja Devesoft.
Skratka, naj bo prav slovensko znanje zraven, ko bodo svetovni mediji, ko bo še po naslednji veliki vesoljski avanturi.